Dame in gospodje, ob 30-letnici Radia Robin vam podarjamo ekskluzivni koncert skupine Flirt. Tole naša nova pesem imenuje se Ostani zavedno. Ko pogledam gor v zvezde, je kot bi gledal te. Nočem se zbuditi brez tebe več. Skozi to srce je šlo že toliko stvari, a odkar si z mano ne boli. Kar med nama je nezlomljivo je in bo trajalo. Jaz seveda da bo. Kar med nama je nezlomljivo je in je prelepo, da ne bi ostalo tako. Ostani zavedno. Ko pogledava v zvezde, isto čutiva. Brez besed si misli bereva. Milijarda ljudi išče stvari, ki nosiva v sebi jih jaz in ti. Kar imava redko se zgodi. Kar med nama je nezlomljivo je, bo trajalo. Jaz seveda da bo. Kar med nama je nezlomljivo je in je prelepo, da ne bi stalo tako. Ostani zavedno. Ostani zavedno. Iskal sem, končno si tukaj. Vsak vdih moj zate je. Kar med nama je nezlomljivo je in je prelepo, da ne bi stalo tako. Ostani zavedno. Ostani zavedno. Hvala. Dame in gospodje, vaš gostitelj Jan Vehar. Dober večer vsem, mesec je že skoraj naokrog in tudi danes vas pozdravljamo iz Robinovega koncertnega studia, kjer nadaljujemo naše druženje ob 30. rojstnem dnevu Radia Robin. Ja, obljubili smo vam celoletno praznovanje, slovenskimi glasbeniki se vam bomo trudili pričarati kar nekaj koncertnih doživetij, ki smo jih poimenovali Robinovih 30. Dobrodošlico seveda izrekam vsem poslušalkam in poslušalcem preko radijskih sprejemnikov, kot tudi gledalkam in gledalcem preko robin.si in nenazadnje pa tudi našim 20 poslušalcem, ki so si danes vzeli čas in nas obiskali v Robinovem koncertnem studiu. Še enkrat dobrodošli in hvala, ker ste v naši družbi. In tako kot smo jih slišali seveda na začetku, v našem koncertnem studiu sedaj pozdravljam fante, ki so dodobra zaznamovali glasbeno sceno v poznih 90-ih in v začetku 2000-ih, dvorane pa polnijo tudi dan danes. Flirt, dobrodošli. Dobrodošli. Pravzaprav ne, živijo. Dobrodošli sam sebi. Živijo, kako ste. Dajte zaploskati, da vidite, da vas je res skoraj 20. Tako
Tako smo začenjali, s takimi aplauzi smo začenjali koncerte, to moram povedati. Še zdaj se živo spomnim, leta 97, mislim, da smo igrali v Koštaboni, tukaj blizu vas, in je bilo po moje spodaj tako 13 prisebnih, pa 7 neprisebnih, recimo tle nekje. Lepo je, da ste danes z nami. Ostani zavedno smo slišali aktualni singel, še svež, bi lahko rekli, in dober mesec po izdaji, več kot 150,000 ogledov. Točno, mislim, da je res mesec pa kak dan čez. Ja. Tako da hvala za zaupanje, hvala za ljubezen. Zdi se mi, da se včasih ponavljam, ampak zdi se mi, da je tako kot hvala ali pa beseda prosim, jih ni nikoli dovolj. No. Se vam zdi, da imate občutek, katera pesem je tista, ki si jo publika vzame zelo hitro za svojo? Mislim, se hitro... Vnaprej ne vemo, ne? To bi bilo po moje bičaru zelo, ne? Da bi vedeli vnaprej, kaj bo. Tako, če bi vedel, da greš na zmenek z nekom, ki ti je morda všeč, ne? Pa bi že kar vedel, da je to, da bo ona že, mislim, v mojem primeru ona rekla, ja, da bo pa kar vse pristala. Svoj čar vzame. Bom rekel, ta enigma življenja, ne? Kaj je smisel življenja, vse podobno povezano tudi v končni fazi z glasbo, ima svoj čar. Ko se pa zgodi pesem, moraš pa vedeti eno stvar, ne? Vse se lahko tikava, ne? Nisem nevljuden. Okay. Morate pa vedeti, da vsem povem, ko izdaš pesem, vse se hitro pokaže, a bolj ne bo, ni pa to nujno. Ne? Mi imamo eno skladbo, ki se imenuje Punca v belem, bomo tudi potem kasneje malo zaigrali. Ta skladba je bila objavljena na našem YouTubeu, ni bila single, nek brezvezen lirik video je bil gor, na Limaglih toliko, da je, in je imela, ne vem, 3-4 tisoč ogledov, se pravi, nišče ni vedel za njo. Ne? Potem so se pa zgodili te obdobje zaprtosti, ne? Pa ne mislim telesne, ampak tako, ko so nas zaklepali. In smo takrat malo več slovenske glasbe poslušali in takrat je bil tudi, jaz upam trditi, preporod slovenske glasbe in na splošno umetnosti, ker takrat človek ugotovi, kaj mu največ manjka. Ne? In manjka mu pač slovenska beseda, ne? S katero smo se rodili in s katero bomo umrli. No? In ta Punca v belem je recimo zaživela in temu rečejo nek speči hit. To sem zadnji slišal prvič za to besedo in mi je simpatična. Ne? In slovenske besede bo v današnjem večeru resnično ogromno. V nadaljevanju se bomo odpravili v konec 90-ih, v leto 98. V času, ko je bila skladba, ko je ni najbolj vrtena skladba leta na slovenskih radijskih postajah. Kakšne spomine imamo na to obdobje? Lahko povem konkreten primer. Jaz se spomnim, ko smo se vračali z nekega špila iz Prekmurja, in pozno po noči, takrat so nas najemali kot neznan bend, in smo se vračali, mi smo imeli takrat en tak, od gasilcev smo kupili IMV kombi, ne, če se generacija spomne v njih IMV zelenjavrskih kombijev. No, in ta kombi je imel tako 2 zica spredaj, vsi ostali, ki je bil pač slabši v živo, ne, kaj kako napako naredil, da je moral zadaj sedeti, ko rečem sedeti, pomeni ležati, ker ni bilo stolov. In potem, ko si se fural v tem metalu, pač levo desno, ne, ampak ne glede na to, mi smo en tak radio z magnetom, ki je na pol delal, na pol ni delal, in smo ga limali tako z magneti po stenah in spomnim se, takrat smo poslušali, pozabil sem točno, kjer radio je, pa tudi, če bi bil, ni bil vaš, pa ne bom delal reklame. In je šlo so tem, da so imeli neko lestvico 10 najbolj nekih hitov slovenskih in mi nikoli pred tem nismo bili na nobeni lestvici, zakaj bi bili, smo bili nov band in takrat ta prijazna sodel teta napoveduje pač in na prvem mestu bla bla in mi, kdo je zdaj na prvem mestu, niti slučajno nismo mislili, da smo to mi, ne. In reče, flirt, ko je ni hit tedna in mi smo vreščali, jokali, še zdaj se živo spomnim, no, in ustavljali smo se potem na 5 minut, ne vem, iz nekega čudnega tega podviga nas je sililo na lulanje, ne vem, smo se pa ustavljali na 5 minut, so ustavljali, skratka, lepi spomini, no, moram reči, da zdaj, ko smo starejši, vmes je bila ena faza, ko smo bolje imeli neke stvari za samoumevne, zdaj pa ne, no, zdi se mi, da pravzaprav vsako jutro en čudež v resnici, če se vsi zavedamo tega. Ne. Ti, ko ostaneš, ni to kar samoumevno, ne. Moral si bi izbran med ljubeznijo očeta pa mame, da si se rodil v ta svet, ki mu lahko to rečemo raj. Ne vem, zakaj ga tako strašno iščemo, ker ga imamo že tukaj. Zreš se okrog na prijatelje, na naravo, na tele sobendaše, ki so glih prav prismuknjeni, da so skupaj z mano v bendu. Ne. In življenje je lepa stvar, no. In bi morali živeti, da bi ga bolj cenili, ne, se potem pozabimo, da v tej rutini, ne, ampak je lepa stvar. No. Se je treba na to tudi spomniti, se absolutno strinjam. Jaz pa predlagam, da se zdaj prepustimo kar glasbi, 2 pesmi bomo slišali, v nadaljevanju torej z nami Flirt in Punca v belem, še prej pa hiter skok v 90-ta, skladbo Ko je ni, Flirt. Ja, leto 98. Sanjal sem, kako imava pot do neba, zjutraj tja do zvezd, zvečer do srca. Štejem, da zaspim,
više kot zvihljaj, ki se je skril. Ko je ni, ne zaspim, na blazini ni lahko, ni lahko. Ko je ni, se mi zdi, kot če si sam, ti ni lepo, ni lepo. Više od neba grem vedno lahko, ne više kot s teboj nikoli ne bom. Posadil sem cvet, ki ne cveti, neiskren poljub, ki zaboli. Ajde, Matjaž, Štefan. Ko je ni, ne zaspim, na blazini ni mehko, ni mehko. Ko je ni, se mi zdi, kot če si sam, ti ni lepo, ni lepo. Ko je ni, ne zaspim, na blazini ni mehko, ni mehko. Ko je ni, se mi zdi, kot če si sam, ti ni lepo. Ajde, da slišim. Mi ni lepo, ko je ni, ne zaspim, na blazini ni mehko, ni mehko. Ko je ni, se mi zdi, kot če si sam, ti ni lepo, ni lepo. To so 90. No, to je ta pesem, o kateri sem govoril. Imenuje se Punca v belem, za vse tiste, ki ste že bile punce v belem. Ne, lahko mogoče dvignete roko, se nočete izpostavljati. Pa za vse tiste, ki še boste. A tam na zadnji nekdo kaže s prstom. Ne vidim, ker je tema, ampak čeprav, če bi bila v belem, bi jo moral videti. Poslušajte tekst, meni je to taka osebna pesem. Nikoli se pred tabo mala nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in 100-krat z glavo ob steno putu. Preden si ti prišla v moje življenje, sem tako 1 milijonkrat kaj zamočil. Ampak probi me razumeti, da sta se moja dva precej grdo ločila in nisem želel, da bi se sploh kdaj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa, ker čez vedno kdo nastrada, da me je življenje obeslo na klin in dani take, ki me bo res smela rada. Prej nobenim nisem vsega povedal, zbežal sem, čim sem čutil malo znake, da bi srce lahko dol. Sem tev sem pustil videti moje napake in strah me je bilo, da bom do smrti samo ostal. Hvala Bogu, našla si me, a boš daj zame, punca v belem. A boš pa reki, v beli obleki, prikimala da. A boš šla z mano, v dobrem in slabem.
gradila gradove, stare in nove, za naju oba. Ko v pižami skačeš kol mene, si res najlepša na svetu. In tudi v sanjah nisem si mislil, da bo kdo men take iskre zanetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preklobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke. In strah me je bilo, da bom do smrti sam ostal. Hvala Bogu, našla si me. Se lahko zapojete, komod. A boš zdaj zame punca v belem? A boš pa reki v beli obleki prekimala da? A boš šla z mano v dobrem in slabem? Gradila gradove, stare in nove, za naju oba. In strah me je bilo, da bom do smrti sam ostal. A hvala Bogu, našla si me. Punca v belem, punca v belem. Punca v belem, punca v belem. Punca v belem. Punca v belem. Ga lahko končamo skupaj. Punca v... Mogoče ga ne slišite, jaz pa jih. Hvala lepa. Hvala lepa. Punca Belem in legendarni Flirt v naši družbi, če pažete med tiste, ki ste zamudili začetek današnjega koncerta, Robinovih 30 poslušate, v naši družbi pa so fantje iz legendarne zasedbe Flirt. Rok in ekipa ste se že ogreli, mislim, glede na trenutno dogajanje, vidim, da uhaja vse izpod nadzora. Ne, fajn se imamo, super družba je, všeč mi je, ker je pač ta resnob in pridih v celotnem studiu. Smeh samo občasno viden. Samo občasno, tako. Pred koncertom sva spregovorila nekaj na temo, to, kar si želel prej povedati, glede Punce v belem. In obstaja ena prav zanimiva zgodba. Zdaj, malo si jo sicer že delil z nami, ampak mogoče lahko deliš, kako je bil ta celoten postopek, se pravi, ko ste to pesem dali na album, potem pa je kar... Bom kar empirično to vrnoto. Ne, da se ne bom hecal. Ne, tako kot sem rekel, tako kot nas dan slišite, samo 3 smo od benda, drugače je veliko večja zasedba. Prvo, kar verjetno ljudje opazijo, tem, ko bodo poslušali, gledali, manjka boben, manjka beat, se pravi, mi nismo drugače baladni bend, smo tudi žur bend, ampak imamo pa radi subtilnost, kako bi temu rekel. Se pravi, dolgo časa smo se utepali tega, da smo bend ljubezni, delali krivico samemu sebi. Pet v ljubezni je najlepši na svetu v resnici. Je tudi velika odgovornost, ampak bistvena razlika je pet v ljubezni ali pa pet v neki romantiki, nekemu kiču, kar je dan danes kar običaj. Ljubezen je tako kot resnica, je ali pa ni. Zelo preprosto.
In prav na to temo bomo pravzaprav slišali tudi v nadaljevanju legendarno Romeo in Julija. Zdaj se vse nekaj legendarno, ne? Je pa res, da smo že 27 let obstajamo, če pomeni to, da je kakšna pesem. Vem, kaj hočeš povedati. To, da je pesem že dolgo od ljudi. Ti nisem povedal. Niti ni več vaša, ne? Ne, nikoli ne. Pesem, pravzaprav, ko gre v eter, bendi se včasih radi trkamo, da ne rekel, trkajo po prsih. To je pa naš hit, ne, pa to vse lepo in prav. Pesem je nastala kot nek otrok, ki ga imaš rad, ampak tudi pesmi, ki niso hiti, ne, ki jih ljudje ne poznajo, so lahko celo lepše. Imaš nekega otroka, ki pač ni imel nekih tendenc, da bi postal ultra uspešen odvetnik, pač dela pa čudovito, ne vem, čudovito mineštro, ne, in pač mogoče to ni ljudem toliko bolj znano. In isto je pri pesmih. Mi imamo vse pesmi enako rade, samo da pač ene so več somišljenikov našli, ene pa pač ne. In da povzamem, kot otrok, ti ko pač pesem toliko dozori, jo moraš spustiti iz rok in gre pač v nek ta širni svet in ti vse, kar lahko narediš, je, da si pač probaš biti čim bolj ponosen na njo, ji pomagati in pač reči, ok, čim boljše sem jo probal vzgojiti, ne, ampak rad jo imam pa ne glede na to, kaj se bo z njo dogajalo v svetu. In zdaj nek Romeo in Julija, očitno so jo ljudje z nekim razlogom vzeli pa za svoje že dolgo leta nazaj. In jaz imam vsakeč občutek, ko igramo te neke hite, da so to pravzaprav lastne priredbe, lastnih skladb, da jih igramo. In tudi je v bistvu tako, ne. Kako drzno bi bilo v bistvu spustiti to skladbo iz setliste na koncertu? Romeo in Julija? Ja. Vse smo to naredili že parkrat. Recimo, sploh na nekih koncertih, jaz sem prepričan, da tudi ta publika, ki je danes tukaj, bi rekla, ok, niso Romeo in Julija igrali, ampak mislim, da ne bi bilo nobene zamere, ker smo jo tolikrat slišali. Mislim, da so ljudje, ki hodijo redno na koncerte, sploh te, ki so res milijonkrat bili na naših koncertih, tokrat že slišali to pesem, da so bolj veseli kakšne pesmi, ki je res redko igramo. Recimo, ne vem, eno pesem imamo, ki se imenuje Nekoč sva se parada imela, ki jo imamo strašno radi, pa tudi ljudje imajo blazno radi. Zadnji smo jo pa recimo v Domžalah na koncertu pozabili dvakrat zaigrati. Prvi večer smo rekli, grda beseda, pozabili zaigrati, pa smo potem naslednji dan si jo napisali in smo spet pozabili. In so nam ljudje rekli, te pa niste igrali. Nam niso rekli za Romeo in Julija, recimo, ne. Pa mislim, da smo igrali drug večer, Matjaž. Smo. No, potem pa nisem mogel zameriti ničesar, no, tako da. No, v minutah, ki so pred nami, bomo slišali en tak prav poseben mashup, Romeo in Julija skupaj še enim hitom. Ma ni prav poseben, pač je mashup, to je, ampak dve pesmi sta pač skupaj, ne. Ti zdaj pljuvaš v lasten lonec. Ne, sploh ne, povem tako, kot je, ne. Tako, pač je lepa pesem in to je to, a ni dosti. No, sej tako. Mislim, da to lahko damo naši publiki v presojo, definitivno pa se lahko počasi pripravite torej na ta mashup. Romeo in Julija in V mojem telesu. Z nami Flirt. To je tak, jaz zna tudi moja mama na pamet. Okay. Dejte potegn, da se bo kaj slišal v eter. Ful je lepše, če pojete, če ne znate slučajno, če kak tak, si pa zmislite. Je vsem boljše. A prav? Sama si v sobi, pozno je. Za mene in za tebe ti vseeno je. Nisem Romeo in ti nisi moja Julija, ostala mi je bluza, tvoja bluza vonja cimeta. Da te lahko malo ritma, sam prosim, no, saj si pa ritem. Če ste brez telefonov, ja lahko 1, 2, to je to, enkrat v večeru. Če boste telefone spustili, bo lažje. Upam, da me čakaš, hvala vsem 7, ko se noč spusti, ker je nekdo, ki čaka, nekdo, ki ne zaspi. Ma pisma ti ne pišem, ne pošiljam ti več svojih slik, rad bi le, da veš, da ob tebi bi se rad zbudil. Ajde, dajmo, da slišimo vaša grla. Nisem Romeo in nisi Julija. Ajde, slišam. Če je kje Bog, ne stopi dol z neba. Na vas glas, ajde. Ma naj jo odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Nisem Romeo, ti nisi Julija.
Tebi in zavedno dajem lahko noč. Umiram, ko te čakam, in umiram, ko greš proč. Pa koga si želela, koga si čakala, da ti da oktobrske večere. Oči, ki jih še ne poznaš. 1, 2, 3. Nisem Romeo in nisi Julija. Si. Če je kje, Bog ne stopi do neba. Da me na desni, ajde. Me naj odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Tega ima moja mama sam refren, tako da bomo sam refren odigrali. V mojem telesu leži tvoj znak, nekaj dotikov, par na par. V mojem telesu pa še boli, najbolj ti. V mojem telesu leži tvoj znak, nekaj dotikov, par na par. V mojem telesu pa še boli, najbolj ti. Čak na C-dur, ko je ful lep. V mojem telesu. Aplauz za Matjaža pa Štefana, najbolj tiha člana benda danes tukaj. Pesem se imenuje Kometa, no? Tako, kot da imate zares radi, hvala. Najlepša hvala. Kako nepričakovano, najlepša hvala. Jaz sem zate, ti si zame, si edina, ki me objame tako, kako je lepo. Ti si vse, kaj pomeni, vse lepo, kar je v meni, vse to, kako je lepo. Svako meta, ki sta zažarila, med utrinke druge priletela. Vsaki želji si bom tebe le želel. Svako meta, ki sta zažarila, v objemu bova dogorela. V življenju sem le s tabo poletel. Jaz sem zate, ti si zame, si edina, ki me objame tako, kako je lepo. Mojo zgodbo ti zdaj pišeš, na nebo mi zvezde rišeš mehko, kako je lepo. Svako meta, ki sta zažarila, med utrinke druge priletela. Vsake želji si bom tebe le želel. Svako meta, ki sta zažarila, v objemu bova dogorela. V življenju sem le s tabo poletel.
kako je lepo, kako je lepo. Sva kometa, ki sta zažarela, med utrinke druge priletela. Vsaki ženi si bom tebe le želel. Sva kometa, ki sta zažarela, v objemu bova dogorela. V življenju sem le s tabo poletel. Jaz sem zate, ti si zame. Za ljubezen. Hvala. Kometa smo poslušali, z nami pa še vedno odlični flirti. Mahamo vsem, ki nas spremljate preko našega portala robin.si, kot tudi vsem tistim, ki nas poslušate preko Robinovih radijskih frekvenc. Ja, nobena skrivnost ni, ne, da ste pravzaprav veliki ambasadori slovenskega jezika. Načeloma so vaše skladbe v veliki večini, prej sva govorila, ko sem se pripravljala na ta pogovor, da nekako imamo občutek, da v slovenski glasbi nekako zamira ta uporaba slovenskega jezika. Zakaj mislite, da je recimo temu tako? Ne vem, Matjaž ima zagotovo dobro mnenje. Matjaž? Ne vem, nimam občutka, da bi zamirala, ne? Glede na to, koliko je ene dobre glasbe v slovenskem jeziku v zadnjih letih narejene, sem jaz kar optimističen glede tega. Mislim, gotovo gre krivulja navzgor, ne? Ampak je pa konec koncev se vedno bolj nagibamo z nekimi željami po tujini. Ja, na vseh nas poslušalcih je, ne? Da v bistvu, da to podpiramo, da poslušamo slovenske bende, tako da dajmo podpirati slovenske bende, slovenska besedila, tako da to se mi zdi nekaj pozitivnega. Rok, ti v bistvu ustvarjaš zase in za druge, ne? Je lažje napisati hit sebi ali nekomu drugemu? Težje je pisati za... moram bolj na mikrofon. Ja, malo bližje bi bilo. Težje. Lepše je pisati zase, pa morda težje. Zato, ker dejansko pri naših tekstih, vsaj pri flirtih, ne, je pravzaprav vse poveš o sebi, ne. Lepo in dobro, ne. In je včasih malo tako, da si malo na pladnju, ne. Pri drugih je pa tako, ne vem, ko sem pisal, ne vem, za Slavka Ivančiča ali pa, ne vem, v končni fazi za Zvito Feltno, je to vendarle paradoksiraš. Malo je, probaš iskati, kakšen je njihov način izraznosti, ne. Seveda nekdo, ki je star 20 let, drugače stvari opisuje, drugačen karakter je, tudi 22-letnika sigurno nista enaka, ne. Morda imate enak filter na Instagramu, ampak to je pa tudi vse, ne. Težko bi ti odgovoril, bi rabo več časa na to vprašanje, ampak bi se pa prej navezal na Matjaža, no, tole pisanje za druge in za sebe, dosti nepomembna stvar. To imajo ljudje, mediji radi, ampak v resnici je bistveno samo pesem, no. Pesem živi ali pa ne živi, se je zelo preprosto. Kar se pa slovenščine tiče, pa tako, ne, velikokrat je v medijskem prostoru zapostavljen slovenski jezik in mene osebno boli, ne vem, kako je z drugimi glasbeniki, mislim, da je enak. In je tako, da jaz sem se s tem jezikom rodil. V njem sem se zaljubil, v njem bom umrl, ne? In mislim, da to pove vse. In dokler bom sanjal o njemu, bom o njemu pisal. Ker se mi zdi, da je to najlepši jezik na svetu. Zakaj se pravzaprav nanašam na slovenščino, ne? Slovenski kulturni praznik je šel letos sicer že mimo, ne? Ja. Ampak vi ga v bistvu čisto drugače obeležujete kot velika večina. Ne, pravzaprav ni res, ne? Dejansko ga obeležujemo tako, kot si ostali. Vem, kaj si hotel vprašati. Mi smo nastali na 8. februar davnega leta 97 in nobenega umetelnega odgovora, razen tega, bili smo najstniki. Jaz sem bil takrat star 17 let, ostali mislim, da že polnoletni. In pač na 8. februar ni bilo šole. In je bil šole prost dan in smo naredili band. Ker drugače ni bilo cajta, ne? Ker smo se morali pifljati za, ne vem, karkoli že, plešasto pevko, ne vem, tam neki Cankarja, ne. Tako da, to je edini odgovor, ki ga imamo. Seveda, zdaj, kolikor smo pa starejši, nam pa ta datum malce več pomeni, ne. Ker vendarle Prešeren. Nikoli nisem pravzaprav razumel koncepta, zakaj vedno slavimo smrt, ne. Zakaj ne slavimo 3. decembra, ko se je rodil, se je z rojstvom nam nekaj dal, ne, smrtjo je odšel, je bilo oduzeto to, ampak razumem, da je to koncept nekoga, ki verjetno več ve od mene, ne vem. Ja, absolutno. Zdaj bi mogoče danes kaj naredili drugače. Kaj, da ne bi se naredili na 8. februar, recimo, na nekulturni lahko recimo na 9. Na dan žena. Na dan žena. Ne vem, to so po moje samo kaj pa če, pa tako. Meni se zdi, da je seveda, ne, mene če vprašaš, če bi kaj spremenili, bi.
Jaz zagotovo bi se verjetno tega benda bolj intenzivno lotil že mečkano prej, ker smo premečkano zaspali, pa so se ljudje sprašvali, ali bomo še zares delali, ali delamo bolj take alternativne plošče. To bi spremenil. Predvsem pa izven konteksta glasbe bi spremenil to, da bi recimo, ne vem, mami pa očetu, ko sem bil mlajši, večkrat rekel hvala, pa bil za kako stvar hvaležen, ker sem bil pač ne sebičen mulj, tako kot je ponad to trend pri tistih svojih 14-15 letih. To je vse, ampak v končni fazi sem točno ta trenutek zaradi vsega, kar se je zgodilo s temi ljudmi, ki so tlele. Delujete mi krasni in fajn. Tako da, če je to peljalo do tega, je že v redu. Še zadnja skladba nas čaka danes. To bo pa Štefan, ki je o njej povedal. Ravno tako. 20 let ste ji dali naslov, zdaj bo v bistvu že 5-26 let od... To, kot je Štefan star. A zdaj bomo... 26. Koliko si? Tok sem star, ko Radio Robin. Koliko pa je star Radio Robin? Ni še 30 star. Bo. No, se tudi Robin bo letos še. Ni še bil. Čak, da imate videti uradno 30 let? Tam uradno 30 let? 1. septembra 2024. Kako je strelil iz prve brez, ja. Tako, no, vidiš, se prav, ti si mečkano mlajši Robin od, mislim, ja, ne. Ti si pa 30 čez par dni, ne? Tako je. Ok, pol je kar v redu. No, evo, krasno. Ne, želel sem povedati to, se pravi 20 let nazaj, torej ob 30-letnici, kakšen remix te pesmi čakamo. Ja, zdaj bomo spremljali na 30 let nazaj, kaj smo se spomnili noro. Skratka, ne, odigrali bomo 20 let nazaj, sej 20 let je simbolika, ampak je taka lepa slovenska beseda. Vsi, ko boste poslušali tekst, unika ga poznate super, unika pa ne ga pa poslušate, ker dejansko zajema nekaj, kar se je nam dogajalo v tem času in verjetno tudi vam. A ste bili v bendu ali niste bili v bendu. Jaz vedno se mi zdi, da je tako, če si v bendu, je isti šmoren, če si publika, to je eno in isto. Samo da pač brenka, oni pa pojejo zraven, vse skupaj en velik bend, ne. Tako da ga lahko zagramo, no. Seveda, izvolite. Štefan pa Matjaž, hvala, ker ste toliko lepih stvari v tej skupini, v tem pogovoru povedala. Če ima nisi postaviti do besede, v bistvu. Ne, če sem rekel, da jih skozi sprašuj, a imamo še čas, da Štefan je drugače ful smešen, mingrede. Mogoče nam lahko kakšen joke pove. A Štef ima ful vicov, stresa iz rokava. Ni tipičen Litjan. Kaj boš Štef, kaj boš kaj lepega povedal tej publiki, preden se poslovimo? Ja. A ti dela mikrofon? Dela mikrofon? Okay, dela. No, Štefan se bo zdaj predstavil, kot nas mangarija. Drugač, ta koncept, kot je danes, kot ga slišite, pa vidite, je veliko krat, ko greva z Rokom ali pa Matjaž pa Rok na kakšne intervjuje in pač Rok pove večino stvari in mi, ki smo pa malo bolj redko besedni, pa dodamo samo tiste češnje na torti in pač tako je, no. Mislim, da kar deluje, no. In ko zagliš češnje na Goriškem, gleda zlomka 20 let nazaj. Ok, dajmo zagrati tole za vso generacijo, tista, ki je pred ekrani, ta, ki je tukaj. Probajte se spomniti vseh lepih stvari, ki so bile in še bodo. Tisti, ki poznate tekst, boste vedeli, o čem govori. Tisti, ki pa ne, pa poslušajte potem kitico po refrenu. Tisto je resnična zgodba. 20 let nazaj sem bil 20 let mlajši, bil manj obremenjen in sebe sem imel rajši. Zanimale me niso politične štale, živel sem za moment in neumnosti male. 20 let nazaj, ko bile so še Deutsche Marke, sem nosil strgan džins, čupo dolgo in olstarke. Naredili smo bend, ni nas zanimala šola, verjeli smo, da živeli bomo le od rock'n'rolla. Ja pa ja, ajde, 20 let nazaj je bilo vse drugače. 20 let nazaj je bilo vse domače. 20 let nazaj, o kako čas mine, vsake toliko me še prime, z vami zapet, na teh dobrih 20 let, oziroma 30, ne, 20 let nazaj, super je bilo, te 20 let, poslušajte zdaj. 20 let nazaj, ko me je punca pustila, Facebooka, Snapchata, Instagrama, Twitterja, kaj še bilo to sranje, ko je včasih ni bilo, TikToka še ni bilo, da z drugimi bi delila, 505 crtov ali pa kraš čokolada. En refren v parku pa me spet imela rada. 20 let nazaj se nisem oziral, z glavo skozi zid, zaprav nad se nisem sekiral. Pogrešam tisti čas, ko smo s klapo še staro zapeli na ves glas in preglasili kitaro. Začmo spet, ajde. 20 let nazaj je bilo vse drugače. 20 let nazaj
je bilo vse domače. 20 let nazaj, o kako čas mine, vsake toliko me še prime, z vami zapet, na teh dobrih 20 let, z vami zapet, super je bilo teh 20 let. 20 let nazaj je bilo vse drugače, 20 let nazaj je bilo vse domače, 20 let nazaj, o kako čas mine, vsake toliko me še prime, z vami zapet, na teh dobrih 20 let, z vami zapet, super je bilo teh 20 let, ajde zapet z mano. 20 let nazaj je bilo vse drugače, 20 let nazaj je bilo vse domače, 20 let nazaj, o kako čas mine, vsake toliko me še prime. Zdaj ga lahko nedogled z vami, ne se ne bomo. Hvala, ker ste nas gostili, imejte se radi, naj živi ljubezen. 20 let nazaj in še več. Flirt in 20 let nazaj smo poslušali zadnja skladba današnjega večera. Fantje, hvala za res en čudovit večer. Mislim, da jih lahko res nagradimo z enim velikim aplavzom. Publika v studiu je bila seveda navdušena. Hvala še enkrat za obisk in upam, da se vidimo kmalu. Vam, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci in seveda obiskovalci v našem Robinovem koncertnem studiu, hvala, ker ste bili danes z nami. Vsekakor pa ne spregledajte tudi na spletni strani na robin.si, se lahko prijavite za vse ostale koncerte, ki vas še čakajo v tem letu. To je pa za danes vse. Jan Vehar sem bil z vami, lepo se imejte še naprej. Srečno. Hvala. Robinovih 30. VIP koncerti Radia Robin. Flirt in Jan Vehar. Najbolj intimno glasbeno doživetje. Kakšen vljuden aplavz.